Zdaj, namen sklica današnje tiskovne konference je, da kot predsednik komisije podam izjavo za javnost, kaj smo se na današnji seji dogovorili. Prvo smo šli skozi tekoče zadeve, ki se nanašajo na delo naše komisije o parlamentarni preiskavi, o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu. Žal odgovora od sodišča še nismo dobili. Pričakujemo, da bo sodišče verjetno v najkrajšnjem možnem času odgovoril na našo zahtevo po pridobitvi dokumentacije. Mi se zavedamo, da je verjetno sodišče nima samo te naše zadeve, ampak še druge, vendar je to pomembno za nadaljnje delo naše komisije, da bi dejansko čim prej prejeli tudi, kakšna je odločitev sodišča na tem področju. Potem smo se dogovorili pa, kako z delom komisije naprej. Sprejeli smo zelo pomemben sklep o dopolnitvi dokaznega sklepa, in sicer, da smo oblikovali seznam prič, ki jih naj bi komisija v naslednjem obdobju zaslišala, z namenom pridobiti čim kvalitetnejše informacije v zvezi z bančnimi postopki, ki bodo dejansko omogočale, da bo naša komisija nadaljevala z svojim delom in pa seveda, da bomo prišli do zastavljenega cilja. Komisija je oblikovala seznam prič, ki naj bi bile zaslišane v naslednjem obdobju, in sicer odločitev je bila, da na seznam prič uvrstimo guvernerja Banke Slovenije, magistra Mitjo Gasparija za obdobje od leta 2001 do leta 2007, guvernerja dr. Kranjca za obdobje 2007 do leta 2013, sedanjega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, gospoda Klemenčiča, in pa predsednike uprav Nove kreditne banke Maribor, Abanke in pa Nove Ljubljanske banke za obdobje od leta 2005 do sedaj, in pa člane uprav teh treh bank in pa predsednike nadzornih svetov teh treh bank za obdobje od leta 2005 do sedaj. Točna dinamika nadaljnjega dela se bomo odločili v naslednjem obdobju. Ocenjujemo, da pa verjetno v prvem koraku bo opravljeno zaslišanje z guvernerji in pa z predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije, v naslednjem koraku pa z predsedniki uprav teh treh bank. O točnih terminih vas bomo seveda še obvestili. Pomembno se nam pa zdi, da dejansko komisija preiskovalna začne tudi z konkretnimi dejanji.